Pozdravljeni. V naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali tiste osnovne pogoje, ki jih bomo morali zadovoljiti, da bomo uspešni v tem stoletju oziroma v naslednjem stoletju tako imenovane digitalne dobe. In kateri so ti pogoji? Pa začnimo. Leta 1990 smo živeli v neki skupni državi, ki je obsegala 22 oziroma 20 milijonov ljudi, in v tej državi skupni so Slovenci predstavljali nič več kot samo 13% prebivalstva, vendar je ta 13% prebivalstva uspela ustvariti petino družbenega proizvoda in dobro tretjino skupnega izvoza. Čemu? Namreč zgodovina nam pove, da stvari, ki se ponavadi ponavljajo, samo mogoče v drugačni obliki. Obstaja kar nekaj mitov, zakaj se je to dogajalo. En osnovnih mitov pa seveda, vsi ti miti pa se potem na koncu prevedejo na to, da se sprašujemo, kdo je bil lahko uspešen v 19. in 20. stoletju. Uspešni, družbeno gledano, pa ne samo družbeno, tudi osebno gledano, so bili tisti ljudje, ki so obvladovali orodja in okolje, da so se lahko vključili v nekaj, kar je bila industrijska revolucija. Tam nekje v 18. stoletju je James Watt prijavil tisto osnovno idejo parnega stroja in ta parni stroj je postal vir energije za industrijsko revolucijo. Vir energije se je sicer skozi čas spreminjal od parne v električno in še kaj drugega, vendar na koncu je bila osnova enaka. Kaj pa v naši državi? Vsi bi lahko, bivši državi seveda, vsi bi lahko imeli parne stroje, vsi bi lahko industrijsko revolucijo se šli. Kaj je bilo pri Slovencih drugačnega? Dobro, nekdo bo rekel, pač eni so prihajali iz Avstro-Ogrske monarhije, drugi so prihajali od druge. Resnica. In ta delitev je kar nekako drži, ampak po drugi strani, kar zadeva seveda uspešnosti. Po drugi strani so pa tudi Hrvaška in Vojvodina prihajale iz istega države. Čem je bila razlika med Hrvaško in Slovenijo? No, če pogledamo malo bolj natančno, ugotovimo, da je Hrvaška pripadala ogrskemu delu monarhije, medtem ko Slovenija pripadala avstrijskemu delu monarhije, kateri je pripadala med drugim tudi zelo uspešna Češka. In kje je zdaj razlog razliki med ogrskim in avstrijskim delom? Osnovni razlog je bil leta nekje 1774, ko je bila uvedena splošna reforma šolstva v avstrijskem delu države. Namreč zaradi tega, ker je bilo zahtevano, pač Marija Terezija sicer iz drugih nagibov, zahtevala od svojih podanikov, da vsi se naučijo brati, pisati in računati, so ljudje postali pismeni in uspešni posledično v svojem življenju. Kaj pa 21. stoletje? V 21. stoletju uspešnost, vsaj iz zornega kota gospodarstva in industrije, narekuje uspešnost oziroma znanje, sposobnost uporabe digitalnih strojev. Digitalni stroji so bili izumljeni v začetku stoletja in jih srečamo od različnih znanstvenih področij pa do umetnosti. Namreč ta slika, ki jo imamo tukaj za sabo, je v resnici tvorjena z pomočjo računalnika. In izobrazba? No, izobrazba ima pa problem pri tem. Namreč za izobrazbo je še zmeraj slovi na tistih treh osnovnih temeljih izobraževanja, ki so bili iz 18. stoletja, se pravi računanje, branje in pisanje. Kje je izobrazba za 21. stoletje? Poglejmo si primer nečesa, kjer računalništvo in informatika, kar bi okrajšali bomo odslej na RIN, je dejansko prisotna, pa to ni industrija IKT. Če si pogledamo primer strojnega prevajanja, to pomeni strojno prevajanje iz enega jezika v drug jezik, imamo najprej osnovni pojem pismenosti. Po svojem pismenosti pomeni to, da znamo uporabiti urejevalnik besedila, ki nam samodejno išče tipkarske napake, slovar ponuja in tako naprej. Poleg pismenosti zahteva seveda uspešno delo na tem področju tudi znanje uporabe tehnologije. Znanje uporabe tehnologije pa pomeni, da znamo izbrati pravi program za strojno prevajanje. In kje je potem temelj cele zadeve? To je pa najbolj pomembna zadeva, je pa to, da imamo temeljna znanja. Namreč tisti, ki bo imel temeljna znanja, se bo znal kakovostno odločati o tem, katero in kdaj bo kakšno orodje uporabil za svoje delo v svojem poklicu. In tukaj smo prišli do jedrnega problema. Naše izobraževanje, preprosto temeljna znanja za 21. stoletje, preprosto jih ni. Pa da ne boste mislili, da je to kaj novega. Nekaj takšnega obstaja že dolgo časa v zgodovini. Tukaj imamo primer recimo zgodbe okoli kemije in uporabe pralnih praškov. In kje je Slovenija? Kar zadeva Slovenije, je Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport tam nekje leta 2017 ustanovilo skupino RINOS,
To pomeni računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah, ki naj bi naredila analizo stanja poučevanja računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah. Analiza bomo jo združili v 2-3 prosojnice. V prvi prosojnici si pogledamo, kakšno je stanje obveznih vsebin, ki jih maturant po koncu srednje šole pridobi. To je tisti rumeni stolpec. V tem rumenem stolpcu, če pogledate, so odstotki tudi, koliko ur obveznega pouka je na tem področju. Na tej prosojnici je v glavnem humanistika in družboslovje, se pravi, medtem če pa pogledamo na področje MINT-a oziroma STEM-a, je pa situacija naslednja. Še posebej opozarjam na rumeno označeno vrstico, kjer imamo dejansko, vidimo, da je samo manj kot odstotek izobraževalnega sistema v 13 letih obveznega oziroma formalnega izobraževanja pred maturo učencem navodijo nekaj, kar bi se lahko naučili o računalništvu in informatiki. Poudarjam, govorimo seveda o 3 vrstah izobraževanja. Izkaže se, da kar je zadeva poučevanje temeljnih znanj, ga preprosto ni. Kar zadeva uporabe tehnologije, je več ali manj skozi kakšne izbirne predmete, medtem ko je pismenost več ali manj stihijska v prvem letniku gimnazije. In kaj sedaj? Problem je v tem seveda, da v svetovnem svetu, kdor bo hotel biti uspešen v tem 21. in 20. stoletju v svetu, bo moral imeti predvsem ta temeljna znanja, ker temeljna znanja omogočajo kreativno in ustvarjalno uporabo računalništva, se pravi digitalne tehnologije v svetu. Temu pravimo, da imajo ljudje ustrezne kompetence po eni strani, da so uspešni v svetu. Zdaj, skupina RINOS je pripravila tudi predlog 4 ukrepov. Prvi ukrep je, da se uvede obvezen pouk v temeljnih znanj, drugi je, da se preverja digitalna pismenost pri vseh predmetih na nek način, tretji je, da je treba poskrbeti za izobraževalce teh vsebin in četrti je potem tudi stik za družbo. Vendar ključna zadeva je seveda ta prva točka, da moramo uvesti pouk temeljnih vsebin. Skupina RINOS je bila potem v mandatu te vlade, se pravi prejšnje vlade, tega 4-letnega obdobja dobila še 4-letni mandat, da bi pripravila akcijski načrt uvajanja vsega tega. No in zdaj ta akcijski načrt v resnici smo nekaj pripravili, vendar trenutno se stvari stojijo na ministrstvu, kjer se preprosto morajo odločiti, kako in na kakšen način bodo predvsem vpeljali temeljne vsebine. Toliko v Sloveniji. Kaj pa drugje? Kar zadeva sveta, je mogoče najbolj povezovalni element tega s svetom Slovenska digitalna koalicija. Slovenska digitalna koalicija je letos oktobra pozvala vlado za kar zadeva kompetenc, ker izkazalo se je, da so kompetence tisti temeljni element, ki so nujno potreben, da sploh se lahko pogovarjamo o uspešni digitalni družbi, da prvič se naj upelje pouk obveznih vsebin, drugič, da se upelje samo kot obvezna vsebina, da se je treba posvetiti predmetno specifični kompetence na področju digitalnega izobraževanja in potem še ostalim 2 malce tudi pomembni stvarem, kot so sistem izobraževanja in seveda izobraževalci. Da pa ne bomo mislili, da je to kaj posebnega, če pogledamo v leto nazaj, v leto 2017, je Informatics Education in Europe, to je društvo Informatics for All oziroma konzorcij Informatics for All, izpostavil tam v letu 2017, kjer se je ukvarjal s celotno Evropo, prva stvar, da morajo biti učenci oziroma otroci udeleženi oziroma morajo imeti dostop do temeljnih vsebin, preprosto povedano, že v osnovni šoli. Kot vemo, v Sloveniji tega preprosto ni, niti v srednji šoli. Druga zadeva je, da morajo biti predmet računalništva in informatika upoštevan in biti enako obravnavan kot vsi drugi predmeti s področja naravoslovja in tehnike, recimo kot fizika, kemija, biologije, kar ne pomeni, da so tisti manj pomembni, samo da je ta tudi pomemben, ker pomeni, da je treba jim dati možnost otrokom pridobiti ta temeljna znanja. In tretja pomembna zadeva je, da bi tisti, ki izobražujejo te vsebine, morajo biti ustrezno izobraženi. Ta zadnja poanta je tudi v poročilu RINOS izpostavljena, vendar jo je treba povzeti tudi v smislu same trga delovne sile, kjer dejansko ljudje z dobrim znanjem računalništva in informatike preprosto niso
niso zainteresirani priti v šolski sistem izobraževati, kar bo pa treba nekaj narediti. Rimska deklaracija, ki je nastala v letu 1920 in jo je podpisalo do zdaj že preko 250 društev in organizacij, je zasnovana na dveh osnovnih dokumentih. En je dokument Angleške akademije znanosti in umetnosti, ki se imenuje Royal Society, in drugi na francoski. In poleg tega pa ta poročilo, o katerem smo se prej pogovarjali. In v tem svojem dokumentu so zahteve še enkrat izražene in s temi 250 podpisi očitno dobile tudi široko podporo. Da pa ne bomo mislili, da je samo društva so uspešna oziroma konzorciji, ki so specialni za to področje. Izkaže se, da je cela zadeva dobila tudi odziv v Evropski uniji, pri komisiji, in sicer je letos oktobra izšel načrt digitalnega izobraževanja za leta 2021 do 2027, ki je bil posebej izzvan z trenutno COVID krizo. Namreč v trenutni COVID krizi se je izkazalo, da so digitalne kompetence naših izobraževalcev in izobraževancev precej vprašljive oziroma nedovoljne za uspešno izobraževanje. Vsaj v takem sistemu, kjer se pogovarjamo o izobraževanju na daljavo. No, in v tem načrtu digitalnega izobraževanja so izpostavljeni nekaj strateških komponent. Prva je zadeva bolj uporabo digitalne tehnologije v samem pouku, v procesu poučevanja. Druga je pa, ki je takoj za tem in enakovredna, je pa prioriteta, ki zadeva izobraževanje temeljnih vsebin in digitalnih kompetenc v celotni evropski populaciji. Če gremo pogledati v dokumentu izrecno piše, da bi moralo biti vpeljano nekaj podobnega, kot smo videli prej v dokumentu Informatics for All, izobraževanje temeljnih vsebin in to sistemsko od začetka osnovne šole pa naprej. Torej, se pravi, kar zadeva tega, smo tudi v Sloveniji dobili na nek način smerokaz oziroma poziv iz Bruslja, da se moramo lotiti zadeve. Nekaj podrobnosti se lahko preberete sami na spletu, spodaj bomo tudi dali naslov. Kar pa je ključna zadeva, je pa zanimivo tole, da je predvsem se ta dokument ukvarja in postavlja celo povsem oprijemljive objektivne cilje zadoščanja minimalnih znanj otrok pri 13 in 14 letih. In ta izobraževanja bodo v Sloveniji stekla oziroma v Evropi naslednje leto. Ukvarja se pa tudi z seveda drugimi stvarmi. In zdaj pridemo do končnega vprašanja. Zakaj se pravzaprav že o tem pogovarjamo? Rekli smo, da želimo, da smo naši otroci in da smo mi uspešni v družbi 21. stoletja. In kako pridemo do te uspešnosti? Do te uspešnosti pridemo lahko samo tako, da bomo imeli ustrezna znanja oziroma da bodo imeli naši nasledniki ustrezna znanja in kompetence. S tem ne bojo samo uspešni v svojem poklicnem življenju, ampak bodo uspešni tudi v svojem zasebnem življenju, se pravi v samem samopotrjevanju in tudi potem v osebnostnem stiku z družbo. In to je možno doseči in s tem biti enakovreden državljan sveta, samo pod pogojem seveda, če bodo imeli otroci osnovno in temeljno znanje z področja računalništva in informatike. In če ga ne bodo imeli, no, če ga pa ne bodo imeli, potem bodo pa drugorazredni državljani, kajti njihovi vrstniki tam čez Kolpo že sedaj imajo ta pouk, v Sloveniji ga še nimajo. Tisti vrstniki, ki so čez Karavanke, ga že sedaj imajo, na Sloveniji ga ni. Najbolj so pa verjetno naprednejša kakšna druga država, kar pomeni, pa ne govorimo o tistih posameznih, ki so v resnici najboljši. Teh bo se vedno našlo nekaj. Naša dolžnost in naloga je, da vsi dobijo možnost biti uspešni v družbi 21. stoletja. In če ne, se bo zgodilo točno to, da se bodo uspešni samo tisti, ki jih bodo starši oziroma nekdo spravil v to izobraževanje, in izkaže se, to pa so iz svetovne izkušnje, recimo v ZDA je tak primer se zgodil, da so to spet samo tisti, ki so že sedaj uspešni, medtem ko tisti, ki so pa nižje, se pravi tisti, ki niso uspešni, ki so ne tako uspešni starši v družbi, potem bodo otroci še manj uspešni in vrzel med boljšimi oziroma uspešnimi in manj uspešnejši v družbi se bo samo še povečevala. Prepričan sem, da si tega slovenska družba ne sme dovoliti. Kajti
Digitalne kompetence, o katerih se pogovarjamo, so približno tako, kot če znamo držati pero, medtem ko temeljna znanja pa pomenijo dejansko to, da znamo tudi kakšno zgodbo napisati. Hvala lepa za vašo pozornost. Andrej, hvala za odlično predavanje in vaše delo na področju uvajanja temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovenske vrtce, osnovne in srednje šole. Sledi kratek 5-minutni odmor, po odmoru pa imamo za vas pripravljeni še 2 odlični predavanji, ki jima sledi okrogla miza.